Gospod Udep, hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu in lep pozdrav. Lep pozdrav. Glejte, kaj vi pričakujete oziroma kakšen bi bil po vaše ta novi zakon o psihoterapiji idealen? No, jaz bom rekel, da pričakujem vojno in se že dogaja pod narekovajih vojno med psihiatrično stroko, ki jim asistira še klinično-psihološka stroka. To so psihologi, ki nastanejo na oddelku za psihologijo filozofske fakultete. Medicinci imajo že dolga desetletja monopol, ki ga hočejo ohranjati, in zdaj pa jaz pričakujem, da se bo vendarle slovenska psihostroka streznila v smislu, da psihiatrija neha monopolizirati in patologizirati vse, kar se da diagnosticirati v družbi, in da se končno umakni par korakov nazaj in dovoli, da tudi drugo strokovno mnenje, ker na področju mentalnega zdravja oziroma razumevanja človeške psihe obstaja veliko strokovnjakov, ki gledajo na problem duševnega zdravja na čisto drugačen način kot psihiatrija, ki jo zanimajo možgani, psihostroko, tisto, ki je malo bolj osveščena, pa zanimajo misli, razmišljanje, nezavedno, strukturiranje misli, otroštvo, vračanje otroštva, simbolni procesi. To je domena psihoanalize sicer, ampak tudi psihoterapevtske stroke. Psihiatri imajo pa to nenormalno fiksno idejo, ki jo vlečejo iz medicinske paradigme, da bodo pozdravili možgane, tako kot se pozdravi srce, recimo notranji organi, želodec, jetra, ledvice. To je popolnoma konceptualna zgrešena misel, ki jo medicinci perpetuirajo tudi na oddelku za psihiatrijo na medicinski fakulteti. Ampak klinični psihologi in psihiatri v zdravstvu ves čas opozarjajo na morebitno šarlatanstvo, morebitne psihoanalize na področju astroloških kart in tako naprej. Kako to komentirate? Na tej točki ima večinoma prav. Torej, v psihoterapevtiki se zaradi tega, ker ni zakona o psihoterapiji, gomili kopica nekih šarlatanov, ki so dejansko bolj kot ne škodljivi, čeprav tudi vsi ti pristopi šarlatanov, tudi astrologije, ali pa izganjavcev, hudiča, pa takih nekih res bizarnih pristopov, raznih bioenergij, ne vem kakšnih kozmičnih energij, prejšnjih življenj, vse to ima lahko pozitivne učinke skozi učinek placebo efekta. Šarlatani lahko celo pozdravijo svojimi magijskimi praksami oziroma predrugačijo človeka. Zdravljenje ni ta pravi izraz, ker smo ga preskopirali iz medicine. Predrugačiti človeka se da tudi zato, ker človek verjame v neke magijske prakse, šarlatanske prakse, in skozi placebo efekt sebe normalizira, kar načeloma medicincem tudi s tableti ne ratuje. Tako da kemija čisto ponesrečeno intervenira, učinek verjetja, ki ga pa imajo šarlatani, pa lahko, kljub temu, da je na videz škodljiv oziroma je škodljiv, ampak zaradi fenomena človekove duševnosti, učinka pričakovanega, tudi šarlatani lahko pomagajo. Največje zlo v tem trenutku niso šarlatani, nažalost, da to povem, pa so tudi škodljivi, ampak netalentirani psihoterapeuti, ki imajo licence, ampak so sami sebe šli zdraviti v razne plačljive študije in pridobijo certifikat in so nesposobni. Mimo tega, da je paradigma psihiatrije s temi tableti, kemikalijami, in potem pa še tem tabletom se reče, da so to zdravila. To niso nikakršna zdravila, ker absolutno nič ne zdravijo. Tako da tukaj je zagata popolna psihoanaliza kot propedeutična, fundamentalna znanost za razumevanje duševnosti, ta pa reče bob, in kdo drug bo, če jaz ne. Pa vem, da nisem edini, ker ko prebiram zdaj te razne intervjuje, so tam na Univerzi Sigmunda Freuda določeni profesori, tudi Fakulteta za socialno delo ima nekega profesorja Vito Flaker,
Ne? Ko sem pa njega bral, pa ne spoštujem ravno fakultete za socialno delo, sem pa videl, da se ustvarja opozicija, ki je proti psihiatriji, tudi med uradno priznano psihostroko, tudi med kliničnimi psihologi. Omenjali ste že tablete, sami niste prav velik zagovornik zdravljenja s tabletami, tudi recimo depresije, ne? Ali obstajajo za vas recimo nekatere bolezni, kjer vseeno bi s tabletami zdravili? Ja, seveda, tablete po mojem videnju so dobrodošle v nekaterih akutnih stanjih, predvsem iz registra psihoze, recimo te šizofrenija akutna, to človek je nor, ne, kot se slovensko reče, in njemu je treba na nek način dopovedati, da halucinira svojo realnost, da ne vem, občutke, ki jih ustvari v svoji glavi, da te občutki ne obstajajo. In mislim, tableti morajo biti tudi pri bipolarni motnji, recimo, če je faza manije, torej depresija je delikatna na svoj način, manija pa na svoj način in ta manija zna človeku zagreniti življenje in po mojem videnju je ta kemija, nažalost, in moram priznati, ne, jaz nisem preko enoumno proti psihiatriji, določene bolezni, ki jim niti ne rečem bolezni, ampak motnje, specifike, so taki, da tudi tableti pomagajo. Ne zdravijo, ampak ublažijo simptome, da človek lahko živi, oziroma da pride to akutno fazo, ampak potem mora pa zmanjšati tablete ali pa ob sočasnem jemanju tablet mora na nek način terapirati svojo misel. S kompetentno osebo se treba pogovarjati, zato da misel postane bolj pametna, da človek sam sebe razume in da spozna, odkje se mu občutki negativni napajajo. In navadno je pa to otroštvo. Kaj menite o programih na fakulteti Sigmunda Freuda in na teološki fakulteti? To so ti psihoterapevtski programi. Bi se lahko ti psihoterapevti pravzaprav primerjajo z zdravstvenimi in bi lahko po vaše opravljajo samostojno psihoterapevtsko dejavnost? Glejte, jaz sem obiskoval številne kongrese kot opazovalec, pa ne da bi se kaj naučil, ampak da vidim, kdo kaj ve, kdo kaj šteka, ker jaz osebno z vsemi temi 3 podiplomskimi študijami, v katerih sem res psihoanalizo zapopadil tako, kot je treba. Jaz sem zelo kritičen do psihiatrov, ki absolutno ne štekajo psihoanalize. Jaz sem šel na medicinsko fakulteto preverjati tam Majo Rus Makovec, pa njena neka predavanja, pa njeni asistenti, kako to skušajo skompatibilizirati s psihiatrijo, pa s kemikalijami, pa se tam nekje zapletajo na neko stavčno dikcijo, ki jo je res Freud izrekel, ampak retorično izrekel, češ da bo mogoče nekoč iznajdena tabletka, ki bo pozdravila. To je retorično Freud rekel, ne. Univerza Sigmunda Freuda, pa tudi teološka fakulteta z enim Kristjanom Gostečnikom, ki piše psihoanalitične knjige. Mislim, da sem tam doživel bistveno bolj prodorna znanja, študijski dnevi na Rogli, predavatelji, ki so tudi zdaj na Univerzi Sigmunda Freuda, bistveno drugače razumejo in razlagajo problem mentalnega zdravja. In pri njih tableta ni ključna. Pri njih je talking cure, to je zdravljenje z besedo, kot je rekla Ana O. Berta Poppenheim, prva znana pacijentka, ki je bila še pacijentka Jozefa Breuerja. In jaz ugotavljam, da recimo teološka fakulteta bistveno bolj normalno, po mojem videnju, pa nisem nek navdušen, ne vem, pristaš nekih božjih izobraževanj, mislim teoloških, ampak tam so stvari bolj normalno zastavljene po mojem videnju. Tudi Univerza Sigmunda Freuda, ki sem jo tudi svoj čas kritiziral, ampak se je popravila. Tam so kar ugledni predavatelji, ki razumejo ene stvari, ki jih je treba razumeti, ki jih pa psihiatrija ne razume. Oziroma,
Psihiatrija je v zadnjih letih na pobudo vseh teh pritiskov o črni psihiatriji, pa zgledi, ki jih ima recimo Italija, ki ukinja oziroma je ukinja te psihiatrične bolnice oziroma norišnice, ne, da se je tudi psihiatrija začela spogledovati s psihoterapijo. In mnogi dobri psihiatri, ki bi predpisovali tablete, ne, se raje zatekajo k zdravljenju z besedo, s predrugačenjem človeka s pogovarjanjem, ampak v tej zgodbi naletijo na en paradoks. Ne, oni imajo 10 minut časa za enega pacienta in mu predpišejo tablete, ga ohromijo, tableti imajo kupico stranskih učinkov, ne, namesto da bi se ta pacient pogovarjal, ampak pogovarjanje je potrebno, ne vem, enkrat, dvakrat na teden recimo, ali pa na 14 dni, ne, tableta je pa brezplačna, pa jo vsak dan človek požre, dobi stranske učinke, ampak neki moteči simptomi pa izginejo. Sam takemu pacientu je pa lahko poničeno življenje, recimo. Antidepresivo ima take stranske učinke, da zakoni propadajo. Ženska se za 20 kg zredi, ji pade seksualna sla, ni sex life, in zakon propade. S tem se psihiatrija ne ukvarja, psihoterapeutika pa točno v to stran razmišlja. Glejte, kako razumete težnjo zdaj teh zdravstvenih in kliničnih psihiatrov, da bi res samo oni opravljali to delo? A se vam zdi tukaj zdaj želja po kakovosti zdravstveni uslugi, ali je to bolj nekakšno izganjanje rivala? Ja, lejte, oni se tudi borijo za svoj kruh, ne? Tam v Italiji so čez noč psihiatri kar na cesti pristali in tega se bojijo naši psihiatri, ko hudič križa, ne? Vsak bi rad svojo malho hvali, ne? Na pobudo teh farmacevtskih lobijev, ne, ki jih zalagajo z denarjem, tudi z dragimi potovanji povsod po svetu, ne, če boste pač predpisovali tablete, ne, vse je, preko neka farmacevtska mafija, neke zavarovalniške družbe so še v ozadju, ki ne pustijo, da bi se, preko zdravljenje z besedo, talking cure, pogovarjanje prijelo, ker tam je pa zadeva pač drugačna, tam se pa treba vsak teden pogovarjati in če bi to zavarovalnice krile, kar ne krijejo, mislim, večinoma ne krijejo, potem se cela paradigma financ, ne, se spremeni. Tako da bom rekel, psihiatri so v strašanski stiski, sami sebi racionalizirajo, da se trudijo za zdravje, ne. Mislim, oni bi mogli prvi vedeti, da imajo racionalizacije, da absolutno vedo, vsaj potihem vedo, da tako rekoč uničujejo življenja mladim rodovam tistih bolnikov, psihiatričnih bolnikov se reče, ne? To so psihični bolniki, ki jim psihiatri zagrenijo življenje s temi tableti, uničijo na dolgi rok, oni imajo tam neke komisije invalidske in psihiatr pošle nekoga kar invalidsko v penzijo pri 20 letih ali pa pri 25 in da bo doživljenjsko na tabletih, namesto da bi se družba ukvarjala s temi ranjenimi dušami tako, da bi bilo brezplačno pogovarjanje s kompetentno osebo, res da ne šarlatani, ki imajo placebo finte, ampak z nekom, ki ve, kako travma nastane, kako se v otroštvu misel pokvari, kako se simbolno ta pokvarjena misel vrača. Vse to mnogi vemo. Mislim, jaz sem se odrekel vsem tem titulam, jaz sem odrekel se doktoratu, ker so mi hoteli ravno tam neki podobni te gospodari vednosti, bogovi v belem, prati možgane. Jaz si tega nisem pustil, zato ker sem sam študiral stvari, ki jih zdaj takole si upam javno izpostavljati, ne, ker jaz službe ne moram izgubiti, ne, mene samo, ne vem, preganjajo lahko tako, kot me preganjajo, ampak eden to mora. In nisem jaz osamljen. In po svetu se ve, da obstaja črna psihiatrija, farmacija in da so znotraj psihiatrije je opozicija. Miran Možina je psihiater v osnovi, je pa tudi dekan Univerze Sigmunda Freuda, ki je v bistvu v tem boju bistveno bolj pozitivna za družbo, za paciente, kot medicinska fakulteta pa klinična psihološka stroka na filofaksu. Gospod Vodeb, hvala lepa za te odgovore.
Prosim, In lep pozdrav. pozdravljeni.